današnjim dnem se še zadnja investicijska družba ID preoblikovala v vzajemni sklad. Jaz mislim, da se s tem končuje eno obdobje tranzicije, če temu rečemo, in je pohvalno, da se bolje pozno kot nikoli tudi ta zgodba končala v dolgoročno v korist vlagateljev. Na skupščini je bila, jaz mislim, da dokaj konstruktivna razprava, tudi uprava je dala odgovore na večino vprašanj, ki smo jih postavili in ki delno izražajo neko skrb, kaj bi se lahko mogoče v prihodnosti zgodilo, kar ne bi bilo absolutno pozitivno za vlagatelje. Tako da mislim, da po tej skupščini pač odhajamo z nekaj več odgovori, kot smo jih imeli do zdaj. Z današnjimi sklepi skupščine se zaključuje 15-letno obdobje do sedaj največjega privatizacijskega in pa seveda tudi investicijskega sklada v Republiki Sloveniji. Ta sklad je bil velik in zanimiv tako za delničarje. Njihovo število ob samem nastanku tega sklada je presegalo 124.000 in je bil v obdobju visoke konjunkture na slovenskem kapitalskem trgu velik preko 600 milijonov evrov. Seveda vse te neugodne finančne in gospodarske okoliščine v Republiki Sloveniji, kot tudi neprimerna regulativa, je ta sklad pomembno zmanjšala, pomembno se je zmanjšalo število delničarjev in pomembno so se znižala sredstva v upravljanju. Pa vendar z današnjim preoblikovanjem oziroma z sprejetimi sklepi verjamem, da bo sklad dobil nov zagon, da bodo investitorji spoznali, da ponuja potencialno zelo dobro naložbo in da zato seveda samo preoblikovanje in sprememba v vzajemni sklad ne pomeni nadaljnjega odliva, ampak nasprotno pomeni novo možnost razvoja tega sklada. Ob tem seveda je potrebno tudi izreči zahvalo vsem tistim delničarjem, ki so vsa ta leta, 15 let je bilo to, vzdržali, imeli zaupanje in verjamem, da jih na koncu ne bomo razočarali. Jaz današnji dogodek ocenjujem kot uspeh. Za vse nas je to spet neka prelomna točka, kjer začenjamo poslovati kot vzajemni sklad in menimo, da v prihodnje ima sklad lepe možnosti glede na to, da je v zadnjih 2 letih posloval izjemno težavnih gospodarskih razmerah. Tako da trudili se bomo za zaupanje vlagateljev in s čim večjo transparentnostno poslovanja tudi poskušali upravičiti njihovo zaupanje.